Z nami je že naša naslednja gostja. Gospa Maja Povše je kot fizioterapeutka zaposlena na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča na oddelku za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov, pacientov z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji. Znanje, ki ga je pridobila kot fizioterapeutka, je kasneje nagradila s študijem pedagogike, smer andragogika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Strokovno delo fizioterapeutke je razširila z vpeljavo novih metod dela, med njimi je leta 2007 tudi terapije s pomočjo terapevtskih psov. Pridobila pa je tudi habilitacijo predavatelja višje šole in višjega predavatelja visoke strokovne šole. Če se vam tekom predavanja porodi kakršnokoli vprašanje, lahko preko povezave v opisu obiščete Slido in tam zapišete svoje vprašanje. Na tej točki pa vas bom, Maja, kar povabil, da delite z nami svoj zaslon. Pozdravljeni. Upamo, da bo tole deljenje v redu. Se kaj vidi? Ja. Takole še prezentacijo. Gre? Evo ga. Odlično. Se vidi prezentacija. Prav lepo pozdravljeni. Najprej bi se rada zahvalila organizatorjem za povabilo k temu tednu možganov, ki ima vsako leto zanimive teme, vsako leto ga spremljam, sicer nikoli še v živo. Tako da, ko sem lani povabljena, sem rekla, no, končno zdaj bom pa enkrat na tednu možganov v živo, pač okej, ni uspelo. Tako da epidemiološka situacija nas je malo spremenila pač naše delo, da funkcioniramo bolj nadaljavo, žal, ne. Tako da ravno mogoče v tej situaciji je pa to predavanje, kako nam lahko tudi živali nekako zapolnijo naš vsakdan, ker nam ga pač marsikdaj na žalost ne morejo ljudje. Mogoče bo prišlo tudi to predavanje pač nadaljavo, da bo ravno tako uspešno. Namreč zdaj si mnogo ljudi pomaga z druženjem z živaljo, tako da bi tudi vas, zdajle tiste, ki spremljate to predavanje, povabila, da vzamete, če imate svojo neko domačo živalco, da si jo vzamete, malo posrkljate, malo pobožate, da boste takoj mogoče občutili nekako stvari, o katerih bom skušala tekom predavanja govoriti. Jaz sem malo razmišljala, da bi mojega muska vzela v naročje, da mi je bilo majčkeno lažje, pa ga ni, a ne, je zunanji maček, se potepa naokrog, ga boste videli na enem izmed slajdov. Potem proti koncu, tako da zdaj bom pač kar sama se postopila v tole predavanje. Najprej bi mogoče začela z eno povezavo, kako so v bistvu sploh začeli razvijati kontakti med živaljo in človekom, ne. Namreč, mogoče tukajle sem še pripravila, o čem bom danes govorila, no. Pač nekaj zgodovine, potem na splošno, kako živali vplivajo na človeka, kako vplivajo na posamezne skupine oseb, mogoče tudi osebe s posebnimi potrebami, kdo so naši hišni ljubljenčki, zakaj rečemo, da so to hišni ljubljenčki, pa vsekakor na koncu bom nekaj malega besed namenila tudi epidemiološki situaciji, ker se o tem veliko govori, a ne, in kako nam tudi v tej covid situaciji lahko kužki ali druga domača živalca pomaga nekako pri prebrodenju, bom rekla, teh kriznih težav in dni. Tako da, če mogoče boste povezali nekako informacije, ki je dal doktor profesor Žvelc, a ne, kako uporabljati psihoterapijo, mogoče si to potem združite še s pomočjo psihoterapevta kot neke živalce, a ne. Skratka, imamo kar dve zelo močni pomoči lahko, pa ni vrag, da ne bomo vsi skupaj premagali teh korona časov, a ne. Tako da mogoče malo o zgodovini, no, tukaj vidite, sem kar nekaj slikic bom rekla, malo dala za pokazati, kako se je razvijalo druženje človeka z živaljo. In sicer, če gledamo že nekako tam 400 tisoč let kamena doba, paleolitika, ne, so ljudje živeli po votlinah in so v bistvu se preživljali z lovom, predvsem z lovom in z ribolovom, z nabiranjem kakšnih rastlinskih produktov. In so v bistvu v jame že potem nekaj risali to navezanost na živali, ker so takrat predstavljali neko prehrano, a ne. Tako so našli v tem novejših časih, seveda, ko so raziskovali zgodovino, kar nekaj jamskih slik, ki ponavadi v veliki večini prikazujejo živali, to je na primer jamska slika nekega goveda, ne, v neki votlini na Nizozemskem.
Teh slik je zelo veliko, vidite jih po raznih muzejih, skratka vidi se, kako je že nomadsko ljudstvo, ki se je selilo z kraja v kraj, za hrano, torej za živaljo, za rastlinjem, nekako spoštovala živalija. Niso pa takrat, če ne moremo reči, da so bili ljudje kot družabniki, mislim živali kot družabniki ljudi, ampak so bili predvsem bolj kot zadovoljevanje potrebe po hrani. No, potem pa poznate, je prišlo do spremembe podnebja, raznih temperaturnih sprememb, ko je v tem od 15. do 10. tisočletja pred našim štetjem začelo izumirati živalstvo, tiste velike živali, ki so bile mamuti, dinozavri in podobni. In se je tudi nomadsko ljudstvo, nekako se mu je zmanjševala prehrana, niso več toliko hodili okrogi, niso se selili od mesta do mesta, kjer je bilo pač več hrane in več rastlinstva, ampak so se začeli naseljevati na določenih področjih, kjer je bilo več hrane in so tudi sami začeli gojiti hrano, pridelovati hrano in bi lahko rekli, da je prišlo v tem obdobju okrog 12 do 10 tisoč let pred našim štetjem do nekega prehoda iz nomadstva, iz lovljenja v začenja se razvoj kmetijstva. In takrat za tem razvojem kmetijstva se je tudi nekako začel razvoj potem ta razvoj odnosa med človekom in živaljo. S tem, da se je potem ta odnos med človekom in živaljo, ki je torej bil nekako na začetku bolj za hrano, že potem v tem starem veku so uporabljali živali tudi za varovanje, za teh njihovih kolib, za tiste malega bogastva, kar so ga imeli. In tekom zgodovine so potem, sploh če pogledamo rečemo egipčansko obdobje, grško obdobje, kjer so imeli določene živali, so tretirali kot božanstva, so jih upoštevali kot neko zatočišče mogoče v hudih časih, od tega, da so potem preko zgodovine živali poleg hrane uporabljali tudi predvsem za oblačila, predvsem pa seveda za pomoč pri delu, se poznate še nedolgo nazaj. V Sloveniji so orali, mogoče še zdaj, ki orajo z pomočjo volov in pa konjev. Tako da nekako so bile živali tekom naše zgodovine, res več namenov smo jih uporabili. Kaj pa današnji čas? Današnji čas, mogoče se tukaj le vidi, to so neke domače živali, ki jih večina ljudi ima, ampak kaj, poleg tega se pojavljajo tudi živali, kot so eksotične živali. Tukaj je ena slikica, si jo vidite, ena slikica, jaz se ne vidim, kjer na primer tiger leži na kavču. To pomeni, da ljudje, ne samo, da imamo domače živali kot domače živali, ki živijo v našem okolju, ampak tudi radi se zdaj nekako družimo z živalmi, kot so kače, razni kuščarji, tigri, velike mačke, sploh to v Ameriki ima da izredno popularno. Tako da zgodovina odnosa človeka žival se je razvijala in se še vedno intenzivno razvija, s tem, da ne smemo pozabiti, žal, koliko poskusov se dela na živalih, to pa drug odnos človeka do živali, ki jih uporabljamo za poskuse. Začeli so se poskusi že tam nekje v srednjem veku, ko so živali secirali, marsikdaj žive, da so ugotovili anatomijo, kako je zgradba anatomije, so to nekako živalsko anatomijo potem povezali z anatomijo človeka. Zdaj se živali marsikje uporabljajo za namene poskušanja zdravil, za namene preizkušanja kozmetičnih proizvodov. Skratka, to je pa nekako druga stran tega, kako človek lahko na nek način žival boža, gladi, se s njih stiska, jo ima za neko pomiritev. In na drugi strani, kako jo lahko izkorišča v druge namene. Tako da, tekom zgodovine se je to res zelo različno razvijalo. Še dan danes, če pogledamo, v Indiji je krava sveta žival, pri nas krava ni sveta žival. Skratka, pogled na živali se še danes v različnih religijah, v različnih predelih sveta različno tretira. Tako da res je tukaj pogledov na te odnose zelo veliko, že verjetno med nami, ki to poslušate, ki živimo nekako življenje, bom rekla normalno življenje z ljubljenčki v bližini ali pa pri naših bližnjih prijateljih ali sorodnikih, čutimo verjetno nek odnos do živali različen. Zdaj,
kar se tiče vpliva na živali, sem kar nekaj raziskav na to temo narejeno, v glavnem so vse raziskave delane ali znanstvene ali strokovne, predvsem na domačih živali. To je nekako najlažje, najbolj stabilna slika, statistiko je najlažje nekako izvesti. Redko najdeš raziskave na prostoživečih živalih, na govedu in podobno, oziroma to potem bolj iz drugih namenov, ne pa toliko kot vpliv na živali. Tako da več ali manj se bo predavanje naslanjalo nekako na udomačevanje živali. Tukaj bi rada opozorila na to, da ko imamo mi živali, kot so te eksotične živali doma, nekako rečemo, da so nam te živali pokorjene. Te živali zaenkrat še niso udomačene. Dejansko so udomačene živali tiste, ki so skozi generacije spreminjale svoje zasnove, svoje lastnosti in v bistvu preko tega res postale nekako udomačene živali. Tiger nekako bo verjetno čez nekaj generacij udomačena žival, sedaj še vedno se bo nekako znajdel, če gre v divjino, se bo znajdel sam. Če nam pes uide, maček se bo že še nekako znajdel, ko bo dobil kakšno miško, če nam pes uide ali kakšna druga živalca, se bo malo težje znašla v naravi, ker enostavno je človek tako razvadil z udomačevanjem, da potrebuje nas za nego, predvsem pa za prehrano. Tako da je dejansko ta udomačitev živali je naredila žival kot produkt človeka na nek način, praktično ni več zmožna samostojnega življenja. Kot tukaj vidite, je nekako prva udomačena žival, pes nekako že 15.000 let nazaj, eni podatki so 12.000 let nazaj, moram reči, da tudi raziskave so zelo različne, tako da jaz sem nekako poskušala neko sredino med vsem tem, kar je raziskano, pa kar sama vem poiskati in najti preko tega predavanja. Potem so nekako domačila, vidite nekako 10.000 let nazaj, pred našim štetjem, ovce, koze, torej te manjše domače živali, potem prašiče, govedo in šele kasneje, mene je v bistvu presenetilo, 4.000 let nekako pred našim štetjem, nekaj podatki celo 3.000 let, 3.500 let pred našim štetjem, da so potem rečemo udomačili konje, tudi mačka, 7.500 let nazaj, dosti dolga doba. Tako da ja, to udomačevanje živali je spremenilo ta naš odnos do živali. Zdaj, kaj vpliv živali? Kdaj imamo mi lahko nek vpliv živali na nas ljudi? Kadar smo v neki interakciji z živaljo, ko je žival v nekem stiku z človekom. Zdaj mi našo okolico in živali zaznavamo z našimi čuti. In če pogledamo, mi lahko zaznavamo torej vizualno, mi nekako gremo na sprehod, pa vidimo tam od daleč enega kužka, ta kužek je pa lepa, in ga zaznamo vizualno, temu rečemo. Če mogoče ima ta pes nek vonj, ga bomo zaznali, ko se nam bo približal. Medtem ko bomo, če gremo na nek sprehod mimo neke kmetije, pa imajo mogoče govedo tam redijo, bomo šli po nekem nežnem vonju, če skrbijo za žival, bo to nežni vonj, zavonjali tisto govedo. Tako da to bi na nek način vohalno mi potem lahko prepoznavamo živali. Slušno seveda, ko smo na sprehodu, vidimo tistega kužka in če bomo slišali neko bevskanje, se ga ne bomo ustrašili, bomo rekli, ta kužek je pa prijazen, če pa neko lajanje, nas bo pa mogoče nek način prestrašil. Skratka, to je potem ta slušna interakcija z živaljo. Seveda pa je najbolj intenzivna, je pa taktilna, torej čutna reakcija, torej čutna reakcija, čutno zaznavanje na dražljaj za neko živali, tudi ko se mi dotaknemo živali, ko mogoče objamemo živali. Ko na žival, sploh pes nas hitro rad poliže po koži, po obrazu, takrat pa pride potem do neke interakcije in na podlagi te interakcije z živaljo, bodisi mogoče samo vizualne, predvsem pa taktilne, se sprožajo določeni vplivi v človekovem telesu, o katerih bomo v naslednjih minutah še nekaj slišali. Zdaj, seveda, mi imamo pozitivne in pa negativne in pa tudi nevtralne dražljaje na nas, kako žival na nas deluje. Pozitiven je sigurno to, da če bom jaz videla nekako nadaleč enega prijaznega kužka, ki bo mogoče malo zabevsko, se ga bom razveselila, to je nek pozitivni efekt, bo pa še do mene, ga bom pa mogoče malo pobožala, če bo skrbnik tega psa to dovolil.
Negativna izkušnja je seveda za nekoga, ki je bil mogoče nekoč ugrižen, ki se boji pse, in gre potem na sprehod in tam enega velikega psa, ki laja, sreča, ja, to je sigurno nek negativna izkušnja. V tem primeru bodo stresni hormoni prej narasli, kot pa se sproščali v hormoni sreče in zadovoljstva. Nekdo je pa pač nevtralen, gre na sprehod, pa nič ga ne zanima, pač važno je, da on prehodi toliko in toliko kilometrov, če je tam kakšen kuža, muca ali pa mogoče se krava tam pase na sosednjem travniku, pa človeka to ne gane. Skratka, tudi ta interakcija je lahko zelo različna. Seveda, pri tej interakciji pa prihaja do raznih fizioloških sprememb, vedenjskih sprememb. Zanimivo je to, da mogoče ljudje premišljamo, da prihaja samo do sprememb pri ljudeh, ampak to je malo napačno. Tudi, če bom imela en slajd, do fizioloških in vedenjskih sprememb prihaja tudi pri živalih. To se mi zdi mogoče, da za marsikoga zna biti zanimivo. Zdaj, kar se tiče samih raziskav, raziskave so delane pri vseh starostnikih in sama interakcija z živalmi je torej pri vseh starostih ljudi, bom rekla, lahko doživljamo pozitivne, negativne ali nevtralne. Tako pri otrocih, kot pri mladostnikih, odraslih, kot tudi pri starostnikih. Interakcijo z živalmi imajo osebe, ki imajo neke bolezni, osebe, ki so osebe s posebnimi potrebami. Skratka, praktično vsi ljudje na svetu imajo neko interakcijo z živali, lahko hote, lahko ne hote. Skratka, hote, da imaš neko svojo žival ali greš v živalski vrt, da boš pogledal, imajo različne živalce, ki jih mogoče ne poznaš, ali pa ne hote, ko nekako na sprehodu srečaš žival, na katere sploh nisi pričakoval. Seveda potem se raziskujejo tudi in tudi ugotavljajo, kakšne so terapevtske sposobnosti imajo živali, katere živali imajo kakšno terapevtsko sposobnost. Mi načeloma več ali manj poznamo in se pogovarjamo o konjih, o mačkah, o psih, ampak mnogo drugih živali ima tudi terapevtske sposobnosti, tudi o tem lahko še kakšno minuto kasneje slišite kaj. In pa seveda vplivi so fiziološki, torej same spremembe znotraj našega telesa, kot na samem telesnem in pa psihosocialnem nivoju. Skratka, celostno lahko gledamo, celostno deluje lahko žival na človeka. Ravno tako v končni fazi deluje tudi človek na žival. Zdaj, kar se tiče samega vpliva na živali, sem že prej malo omenila, na kaj vse nekako vpliva. Skratka, poleg tega, da sem rekla različne starostnike, vpliva predvsem pri vseh osebah na izboljšanje delovanja imunskega sistema, kajti stresni hormoni se znižajo, hormoni zadovoljstva se zvišajo, to se vpliva na naš imunski sistem. Torej, če imamo zmanjšane stresne hormone, je sigurno potem znižan hormonski odziv na stres, ljudje nimajo teh značilnih stresorskih reakcij. Zanimivo, da dejansko, preverjeno, lahko rečem, ljudje pozabijo ob stiku z živaljo na bolečino, pozabijo na nek strah, pozabijo na to, da so bili mogoče še 5 minut prej osamljeni. Skratka, res delujejo na več nivojev posameznika in pa, kar je tudi dokazano, zelo pozitivno delujejo in vplivajo na bolezni srca in ožilja. Seveda potem je tudi izboljšano vedenje, socialno vedenje, ljudje nekako, kdo zna delati z živaljo, se nekako tretira, da naj bi znal tudi nekako potem sodelovati z drugimi ljudmi. Seveda, če se razvije neka empatija do živali, ponavadi torej znaš prepoznavati, ali je žival vesela, ali je žival žalostna, ali je lačna. In nekako to empatijo znaš, vsaj v večini kaže raziskave, tudi jaz mogoče bi lahko to rekla preko dela s terapevtskimi živalmi in nasplošno, preko kontaktov z živalmi, da nekako, če imaš eno empatijo do živali, imaš vsaj del empatije lahko tudi do ljudi. Nekako razviješ empatijo tudi do sočloveka.
Potem mogoče se premalo omenja, da je lahko žival nam pomaga pri uspavanju, da nam lahko pomaga pri žalovanju, ko na primer izgubimo neko ljubljeno osebo. Mogoče nekomu pomaga, ne vem, ko izgubi zaposlitev, službo, rabiš neko tolažbo, mogoče pri človeku ne najdeš tolažbe, najdeš pa tolažbo pri živali. Žival je, se veste, žival je nevtralna, žival ne loči med dobrimi pa slabimi, šele potem, ko bo začutila ljudi, da so neki dobri in slabi. Tako da dejansko se na žival lahko marsikdaj zanesemo, ko se mogoče žal na človeka ne moremo. Pomagali žival lahko tudi pri učenju, torej ne mislimo pri učenju samo pri otrocih, ki so v šoli, ampak nasplošno pri učenju v življenju. Za marsikoga učenje lahko predstavlja stres. In ja, če imamo zraven žival, jo malo pobožamo, se malo pocartamo z njo, je nam marsikdaj potem življenje nekako lažje in svetlejše. Če pogledamo naprej, mogoče, da še malo vključimo res, kako veliko vlogo imajo možgani oziroma naš centralni živčni sistem z vsem zaznavanjem tega, bom rekla, interakcije, kontaktov z živalmi, so pomembni tudi zato, ker pač v možganih se v določenih predelih možganov izločajo hormoni, tudi druge so žleze, hormonalne žleze, ampak rečemo, če pogledamo zdaj samo na možgani, je eno področje, ki se mu reče hipotalamus, kjer se izloča oksitocin. Oksitocin je hormon, istočasno tudi nevrotransmiter, torej on nekako uravnava in pomaga uravnavati nevrokemične procese v naših možganih. In oksitocinu rečemo drugače tudi hormon sreče. Jaz tukaj ne bom omenjala še hormona sreče, ki se nekako tudi izločata pri kontaktu z živaljo, kot sta dopamin in pa serotonin, kajti ona dva imata pač bolj se izločata v smislu, pač ko se človek dobro počuti, ko se počuti varnega, kar se seveda mi počutimo, ko smo nekako v bližini živali. Mogoče bi izpostavila izločanje oksitocina, čisto zaradi tega, ker oksitocin je hormon, ki se dejansko izloča, ko vzpostavimo dobre odnose, pozitivne odnose, ki so nekako povezani z empatijo, z zaupanjem, in ko se izloča oksitocin, se načeloma potem znižuje raven stresnega hormona kortizola in človek se dejansko počuti bolj sproščen in predvsem pa se ta serotonin izloča v stiku koža na kožo. Tako je na primer zelo, boste brali v raznih študijah, mogoče dojenja, kako je dojenje prijetno in pomembno za mater in otroka, zaradi tega, ker se takrat izloča ta hormon oksitocin, ki je res hormon sreče. No in podobno se izloča oksitocin tudi v partnerskih odnosih, to so krasni, to so dobri partnerski odnosi, pozitivni odnosi in pa seveda, kar je bistvo našega predavanja, med interakcijo ljudi z živaljo. Namreč ta kontakt nekoliko nas dela res lahko zadovoljne. Jaz osebno moram reči, da sem imela veliko razliko v kontaktu koža-koža, ko sem se dotikala. Jaz od nekdaj imam rada živali z pse, bom rekla, z dolgo dlako, kosmate živali. In veliko njih imam v službi, ko vzamemo terapijo s pomočjo psov, vendar se je zgodilo, da sem delala tudi z golodlakim psom. Ko sem se ga prvič dotaknila, je bil res tak čuden občutek, mogoče malo ni mi bilo prijetno, po moje sem imela majčkeno več kortizola kot pa oksitocina v sebi. Odkar sem se tistega dotika pasjega kožuščka brez dlake navadila in moram reči, že sčasoma sem oboževala tudi tistega kužka. Skratka, ta stik koža-koža je lahko, zelo se lahko spreminja in ima velik vpliv na človeka. Mogoče sem še nekaj besed o tem, ker sem zdajle povedala, nekako velja, da se sprošča oksitocin pri človeku. In če pogledamo, da ta interakcija med skrbniki in živaljo je izredno pomembna, to pomeni ljudi, kot sem prej omenila, da vpliva na srčno-žilna obolenja, na primer bolniki po srčnem infarktu, so ponavadi tisti, ki so imeli doma neko domačo žival, preživeli srčni infarkt najmanj za 1 leto in so tudi na splošno se bolje počutili, parametri, ki kardiologi pregledujejo, so bili pri teh ljudeh boljši. Skratka, to potem res veliko raziskav to prikazuje.
Vsi vemo nekako, smo tudi že brali, da zelo dobro vpliva druženje s psom na zmanjševanje pojavnosti rakavih obolenj, da nekako pomagamo ljudem za demenco. Potem tudi verjetno ste že opazili, tudi kje prebrali, da ljudje, ki imajo domačo žival, jih ona toliko nekako zadovolji, da tudi potem jih manj obiskov pri zdravniku in pa podobno. Mogoče malo manj poznano, a ne tole, da so živali zelo uporabne tudi pri paliativni oskrbi, torej pri ljudeh v končni fazi življenja. In kot jaz poznam situacijo, tudi ljubljanski hospic ima nekaj mačk, oziroma imel mačke, tudi lahko domača mačka pride, domača žival pride na obisk nekomu, ki je v hospicu, na paliativni oskrbi, na paliativni podpori, kajti tudi v tem primeru bodo kaj lahko temu rečemo, pomagal posamezniku pri nekako mlajši stiski, ki se verjetno pojavljajo v zadnjih dneh našega življenja. Vsekakor pa vse to, kar sem povedala in nanizala za človeka, velja nekako tudi za žival. Tudi pri živali se dvigne hormon oksitocin, sploh če zagleda skrbnika, lastnika, ni rečete, načeloma se reče skrbnik živali, ki se ga razveseli, ker ve, da ga vpeljal na sprehod, ker ve, da bo dobil od njega hrano, ker ve, da se bo lahko malo k njemu stiskal. Skratka, tudi pri psu se bo, ali drugi domači živali, se bo znižal krvni tlak. Mogoče jaz malo več omenjam psa, tudi na slajdih vidite, da imam napisanega psa, zato ker je dejansko največ raziskav delano na psu. Se veste, psi so nekako vodljivi in je najlažje delati raziskave na psih. Moramo pa reči, mogoče zanimivo to, ker so raziskovali, kako je pa sam to kortizol, stresni hormon, kako deluje pri človeku ali pa pri živalih, in so ugotovili, da v bistvu se kortizol pri človeku hitreje zniža, hitreje pade v stiku z živaljo, kot pa pri psih. Tako, na primer, raziskave za terapevtske pse kažejo, da načeloma terapevtski pes nekako ves čas terapije vzdržuje raven kortizola, mu pa torej stresnega hormona ni toliko pod oksitocinom, kot je delujoč tudi kortizol, vendar se potem kortizol lahko drastično dviga, če bi bila terapija predolga, kajti potem se pa tudi utrudi in seveda potem postane v stresu in to ni najboljši potem tudi za učinek na psa. Zdaj, kako se hišni ljubljenčki v bistvu, skozi govorim, kako vplivajo na nas. Ja, na nas vplivajo na več načinov. Zdaj bi mogoče tukaj sam na hitro šla skozi, da pač mi zaradi hišnih ljubljenčkov se moramo gibati. Zdaj boste rekli, ok, se pa papige pa ne peljemo na sprehod. Kakorkoli, mi moramo, oskrbeti ptičjo kletko, moramo pripraviti hrano, moramo umiti kletko, že to bomo se dvignili s fotelje, ker mogoče cel dan presedimo, Seveda pa, da ne govorimo o psu ali o konju, ki pa potrebuje gibanje, ki nas pelje v gozd, ki nas pelje v neko aktivnost. Kaj, ko gremo mi na sprehod, seveda prihaja nekako do druženja. Svojega psa, ga pelje na sprehod, je ugotovil, da spoznava nove ljudi. In poleg tega, tole gibanje lahko vpliva tudi na telesno težo posameznika. Narejeno je bilo kar nekaj raziskav. Meni je bila zanimiva raziskava, ki pove, da človek, ki je kupil psa, se giblja približno, pač ljudje, ki so kupili psa, so se potem, ko so bili lastniki psa, gibali cirka 30 minut na teden več, kot pa preden so postali lastniki psa. Ali pa mogoče to, da če nekdo pelje psa vsak dan na sprehod za vsaj 30 minut, je v enem letu in živi nekako normalno življenje, ne je preveč, seveda živi zdravo življenje, lahko v enem letu shujša cirka 14 kilogramov. To so take kar lepe in zanimive številke, zanimivi podatki, ki nas mogoče res lahko napeljejo na to, da bomo mogoče imeli vsi počasi svoje ljubljenčke. Seveda zdaj živali vplivajo na otroke, vplivajo na mladostnike. Mogoče sem večkrat pospešila, ker mislim, da me lahko čas preganja, tako da ne bom vam čisto vsega prebrala, vi si lahko sami malo preberete, kar piše na slajdih.
Bistvo je to, da živali otroke nekako spodbujajo, če gledamo mogoče vrtčevske otroke, pa pride neka živalca na obisk, nekako spodbujajo k razvijanju govorno-jezikovnih sposobnosti. Isto se dogaja rečemo pri odraslih, pri bolnikih imajo težave z govorom, se lahko na podlagi živali, nekoga želi poklicati po imenu, ko mu želi reči, daj mi tačko, ko mu želi reči, kako si lepa, bodo mogoče neke glasove, neke besede ali pa otročke nove stavke sprožili. Potem se ponavadi otroci počutijo varne, nekako starši lahko hitro kregamo, pa kaj si dobil enko, pa spet nisi tega naredil, pa nisi onega naredil, pa bi otroček po neko tolažbo k svoji živalci. Poleg tega je pes motivator, v smislu mogoče se mi zdi zanimivo, danes pa ne grem na izlet brez veze, mami poče zmreš doma. Je treba peljati mažga kužka na sprehod, petno z nami, veš, kako bo vesel, če boš ti zdrav. In gre mogoče otrok prej za starše na neki izlet, ker ga bo pes motiviral. Skratka, takih primerov bi lahko veliko še naštevali. Skratka, deluje potem tudi na to kognitivno področje, torej miselno področje, in pa, kot sem že omenila, ta psihosociala, to navezovanje stikov, družabništvo, da otroci se ne počutijo same, sploh zdaj v teh časih, pogrešajo sovrstnike in tukaj lahko majčkan delček to mogoče nadomesti neka hišna živalca, ali pa mogoče živalca pri enem sorodniku, če so pač v nekem istem mehurčku v trenutnem stanju. Tudi starostnikom lahko žival zelo pomaga pri zmanjševanju depresije. Predvsem mogoče moram poudariti tukaj, da se zelo uporablja pristop za živalmi v domovih za starejše občane, kjer lahko žival, ko sprejme nekega starostnika, ki pride v dom, nekako mu pove, si tukaj pa je neko življenje, tukaj je neka narava v tem domu, ni tukaj samo neki goli odnosi brez neke topline, ker žival da lahko neko toplino. V domovih starejših, na primer, so izredno dobrodošli akvariji. Zdaj boste rekli, zakaj akvariji? V končni fazi akvarij ponavadi prinese del narave, ribice tam noter migotajo, neke barve so, lučke, mogoče šumenje vode in vse to lahko starostnika izredno zamoti, ker res mogoče malo težje, da ima svojo živalco v domu. S tem, da nekateri domovi že tudi omogočajo, da pride vsaj na obisk domača žival ali pa celo, če neka umirjena žival, da ta žival lahko celo živi z tem starostnikom v njegovi sobi. Skratka, zelo veliko se teh vplivov na živali lahko, živali na ljudi, so res iz večjih vidikov, kakorkoli gledamo. Ravno tako osebe s posebnimi potrebami in živali, to je neka izredno sodelovanje, ne samo, da govorimo o terapevtskih psih, ampak govorimo tudi o psih pomočnikih, ki lahko pomagajo nekomu. Na primer, konkretno na slikici, to je slovenska fotografija, za kar se zahvaljujem, da sem jo lahko snela z neta, je, na primer, ko pomagajo pri odpiranju vrat, lahko prinese časopis, mogoče marsikomu pomaga, pri oblačenju. Skratka, to so psi pomočniki, ki pomagajo predvsem gibalno oviranim osebam. In pa psi vodniki, ki pomagajo slepim osebam, slabovidnim osebam, ki jih zna pripeljati na neko mesto, nudi orientacijo v prostoru in podobno. Skratka, na psa, res, kakorkoli lahko gledamo, ogromno je nekaj, pa tudi druge živalce se najdejo, je ogromno nekih kontaktov, različnih vplivov, predvsem pa teh različnih odnosov med človekom in živaljo. Zdaj, če mogoče samo čisto na kratko omenim, kaj je terapija s psi, to pomeni, da nek vodeni strukturiran pristop k terapiji s psi, ki se ponavadi izvaja individualno, kajti če se izvaja skupinsko, ki se izvaja na mnogih inštitucijah po Sloveniji, je tisto potem nekako bolj aktivno s pomočjo živali. Skratka, terapija pri živalih ima neke določene cilje pred seboj in da ne bom govorila samo o ciljih, kot so spodbujanje govora, spodbujanje gibanja, psihološki efekti, lahko omenim tudi to, kar se mi zdi izredno pomembno, sploh za to predavanje, pa sem prej omenila, da so lahko tudi take negativne interakcije z živaljo, da sem imela tudi nekaj pacientk, ko sem jih povabila k terapiji s psom, Maja, pa ne vem, pa se malo bojim psa, pa ne bi.
in sta se dve konkretno gospe od kar nekaj opogumile, prišle na terapijo in ena gospa mi je sam sporočila, da ima zdaj že 1 leto svojega psa in da je srečna in skratka, ne, samo terapijo z nekim umirjenim pristopom, z nekim ciljem, z razlago, kaj lahko žival pri človeku naredi, se lahko kar veliko doseže. Mogoče celo to, ne, ker se mi zdi res zelo lepo, da se človek ne boji več živali. Mogoče še omenim, kako v šoli, ne, pes deluje, imamo že kar nekaj primerov, ko je pes v šoli, kolegica Mojca Trampuš je to začela na, mislim, da Gimnaziji Ljubljana, gor v Gimnaziji Ljubljana, no, ta šola, kjer je pedagoška fakulteta, ona je pripeljala psa pri urah matematike in je dokazano in poznano, kako so bili, ne, matematika, ne, fajn, kako so bili učenci bolj sproščeni oziroma dijaki bolj sproščeni, sodelovali pri pouku, tudi testi so bili bolj uspešni. No, to, ko sem zdaj brala več teh zadev, dejansko tudi na svetovnem nivoju zelo govorijo o tem, kako je pes dobrodošel tudi v sami fazi učenja in poučevanja v šoli. Potem bi mogoče omenila, da se bližam koncu, mogoče omenila, ker omenjam vse te odnose, kakšne imamo odnose z živalmi, se mi zdi zelo pomembni tudi reševalni psi, ki nam pomagajo nekako pri reševanju iz ruševin, pri potresih, pri raznih nesrečah, v končni fazi tudi, ne vem, pri požarih, iščejo ostanke ljudi oziroma iščejo ljudi, mogoče, ki so se izgubili pod nekim snežnim plazom. Vemo, da se pogrešane osebe v naravi tudi pač ljudje izgubijo, ne, nekako na večjih področjih potrebujemo tudi reševalne pse. Tukaj gre za neko veliko zaupanje med psom vodnikom in reševalnim psom. Skratka, vsi ti psi, katere omenjam, imajo za seboj kar nekaj tečajev, nekaj izobraževanj. Skratka, ne hodimo samo ljudje v šolo, ampak hodijo v šolo tudi živali. Zdaj zadnji v bistvu pomemben slajd je pa ravno to, kako, veliko se govori o tem, kako pomagati sedaj ljudem, ker ni dovolj odnosov, ker smo bili toliko časa zaprti, v nekaterih državah so še vedno zaprti v svojih stanovanjih. Sem našla kar nekaj člankov na to, predvsem je ogromno člankov napisanih v tem, kako ugotavljajo, ali je koronavirus prenosljiv živali na človeka, iz človeka na žival, ali cepiti živali, ali ne, manj je pa raziskav na temo odnosov človeka z živaljo v teh korona časih. Tako da tukaj sem izpostavila nekaj najpomembnejših zadev, ki jih je dve obsežni preiskavi sta bili narejeni v Angliji, sicer obe v jeseni 2020, in nedavna raziskava fundacije Waldheim, to je ena fundacija, ki skrbi za hišne živali in tudi prosto živeče živali, skrbi za odnos do njih, za to, da se jih pač ne izkorišča in podobno, tudi organizira ogromno nekih izobraževanj in raziskav. No, oni so v bistvu ugotovili, to se mi zdi zelo zanimivo, kar sem izvedela, da se zdaj tudi v Sloveniji dogaja, da v zavetiščih primanjkuje živali. Namreč ljudje so zdaj zelo, tudi v Sloveniji to, zelo odpravljajo v zavetišča živali in tam vzamejo živali, ker se doma počutijo manj osamljene in jim živali nudijo neko družabništvo. Tako da je velika skrb teh fundacij, ki skrbijo za zaščito živali, pa sedaj ravno to, kaj se bo zgodilo po korona časih. Ali bodo te živali zavržene, ali bodo te živali ostale pri lastnikih, Skratka, tukaj mislim, še zelo veliko dela na nas, da bomo te stvari spremljali, raziskovali, pisali o njih, opozarjali, in če tukaj mogoče kdo, ki si je šel zdaj v korona časih iskati psa v zavetišče, prosim vas, obdržite tega psa tudi kasneje, ker to bo veliko dela za razna društva za zaščito živali in podobne. Za zaključek pa samo še zanimivost, kako je žalostno, če pogledamo na nek način, da se za živali uporabljajo tudi žaljivke. Jaz ne bom tega ponavljala, verjetno vsak od nas kdaj žal uporabil kakšno žaljivko. Zakaj to? Zato, ker to je bilo že raziskano dolgo nazaj med vojnami, ko so ljudje rekli, grem pa jaz tune podgane ubiti. Skratka, vojske med seboj, lažje je bilo vojakom, če so rekli, da nimajo nasproti sebe človeka, ampak da imajo nasproti sebe žival. Skratka, te stvari so tekom zgodovine ostale še danes, tako da upam, da bomo čim manj teh zmerljivk za živali uporabljali.
To je pa mogoče nek tak zaključek predavanja, da kako nas pozitivni odnosi, bodisi medosebni, bodisi odnosi med nami in živalmi, naredijo nekako boljšega počutja, bolj zdrave, manj stresa imamo in kakorkoli bi zaključila, dejansko, če imamo pozitivne medosebne odnose, odnosi žival-človek, smo lahko bolj zdravi, bolj sproščeni in boljša naša kvaliteta življenja, no. Tako nekako bi lahko zaključila, pa še moj čili. Tako da se zahvaljujem, no, da ste zdržali z mano, pa lep večer še naprej. Ja, najlepša hvala. Morda vseeno ukrademo malo odmora za kakšno vprašanje, prejeli smo jih ogromno. Bom izbral tole najbolj popularno, in sicer, ali imajo različne vrste živali različne terapevtske vloge in kakšne? Zdaj uporabljajo se za terapije, se lahko uporabljajo tudi ježki, zajčki so zelo, potem te vietnamski prašički, a ne, in v bistvu vlogo ima vsaka žival nekako podobno. Približa se človeku, da človek se dotakne, da jo lahko objame, da začuti to neko veselje pa zadovoljstvo. Je pa zelo odvisno mogoče od človeka, ne, jaz konkretno bi zelo težko nekega kuščarja, ki je v prej slikici, če ste ga videli na prstu, ne, bi ga verjetno zelo težko prijela, verjetno bi lažje neko veliko mačko, ne, konkretno jaz. Nek drug človek pa verjetno bo čutil, ne vem, če pogledate moj, ko sem imela težavo prijeti, ne, golodlakega psa, tako da bi rekla, da je zelo odvisno od človeka. Nekako, katera žival nam ustreza, tudi v terapijah, a ne, če bi jaz imela možnosti, ne vem, delati še z zajčkom, delati še z mačkami, ampak nekako se ne poslužujem, ker so te druge živali težje vodljive, a ne. Bi skoraj sigurno dala pacientu na voljo, katera živalca mi je ljubša, kaj vam je zdajle bolj všeč, a ne. Tudi ko pridejo različni terapevtski psi k nam na terapijo, imamo 3-4 terapevtske pse vzporedno na 1 uri terapije v različnih prostorih, v različnih koncih, bom rekla, našega terapevtskega prostora. Nekako poskušam oceniti, kateri pes bi bil za katerega pacienta najboljši, ampak včasih nisem sigurna in rečem pacientu, katerega bi pa vi danes imel, ali pa med tema dvema pa lahko vi izbirate. Tako da zelo veliko je pogojeno samim človekom, katera žival mu je nekako ljubša, bolj bližja, vplivi so pa v bistvu podobni. Super. Gospa Povše, res smo veseli, da ste uspeli s svojimi izkušnjami in znanjem obogatiti naš teden možganov s temo, ki je mogoče nekaterim manj poznana, pa vendar izjemno zanimiva. Lep večer vam želimo in nasvidenje. Hvala lepa, hvala, srečno, cel teden imejte uspešen. Srečno.